Stečajna zakonodaja je nekako danes nas fokus v državni zbor proceduro. Smo namreč vložili zahtevo za spremembo zakona, jaz bom rekel stečajnega zakona, uradno zakona o finančnem poslovanju in postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Izpobivam z terena praktično vsak dan pripombe na ta zakon. Kot veste, pa smo se s tem zakonom ukvarjali že v preteklih letih kar nekaj. Mi ta zakon zdaj skušamo spremeniti v nekaj smerih in na kratko bom naštel 3 smeri sprememb tega zakona. Prvič, bistveno okrepljena vloga upniškega odbora. V upniških odborih, kot veste, so vsi upniki, najšibkejši člen upniškega odbora so običajno delavci, tisti, ki tako ali tako najkrajšo potegnejo pri stečajih. Tukaj skušamo okrepiti ta upniški odbor, ker smo sicer skušali že v preteklosti z nekaterimi amandmaji, pa jih je Ministrstvo za pravosodje zavrnilo, češ da je narejena ustrezna vloga teh upniških odborov. Prav danes pa sem dobil sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, kjer dejansko govori natanko na to temo, da upniški odbor nima pravice pogledati poslovne knjige in podobno. To je prva smer, se pravi krepitev upniške vloge, krepitev vloge upniškega odbora. Druga zadeva, kot veste, je v primeru Elana bilo in številnih drugih stečajev zaznati poslovanje s podjetji, ki so dejansko v lasti stečajnih upraviteljev ali njihovih sorodnikov. Tak primer smo imeli v primeru Elana in nekaterih drugih, ker je stečajni upravitelj dal tehnične, administrativne in druge posle za potrebe stečaja neki firmi, za katero se kasneje izkazalo, da je njen solastnik. To skušamo preprečiti z tem zakonom. In tretja, najpomembnejša zadeva so pa seveda disciplinski postopki. Disciplinski postopki so danes na polju, bom rekel, stečajnih upraviteljev urejeni tako, da disciplinskih postopkih odloča v bistvu disciplinska komisija pri zbornici stečajnih upraviteljev. To pa pomeni, da sami sebi sodijo, glede na njihovo sestavo, to sploh. Mi to poglavje ukinjamo in predlagamo novo poglavje zakona, ki bo disciplinske postopke preneslo iz zbornice stečajnih upraviteljev na Ministrstvo za notranje zadeve. Odločitve v teh disciplinskih postopkih pa prepuščamo disciplinskim komisijam, ki bi bile, odnosno ki so po tem predlogu zakona, sestavljene bistveno bolj nevtralno. In se zavedam, da te spremembe, ki jih predlagamo, niso tiste, ki bodo rešile področje, s katerim se ukvarjamo. Področje vseh težav na področju stečajev. Mislim, da je potreben celo nov zakon. Verjamem pa, da te spremembe pomenijo delček doprinosa k temu, da bodo stečaji tekli bolj hitro, bolj transparentno in bolj učinkovito. Če se zaključek rečem samo primer, poglejte, v lanskem letu ste imeli stečaje številnih bank v Združenih državah Amerike. Vendar je od stečaja, intervencije države, do novih lastnikov in urejenega stanja minilo 2, 3, 4 mesece. Naši stečajni postopki tečejo tudi po 20 let. Zato je potreben nov stečajni zakon. Predlagan zakon, odnosno spremembe in dopolnitve, so zgolj prvi simbolni korak v tej smeri. Hvala lepa.